Dober dan in lepo pozdravljeni na tretjem spletnem seminarju Društva revmatikov Slovenije. Upam, da niste lačni. Danes bomo namreč veliko govorili o hrani. Še eni pomembni sestavini dolgega in dobrega življenja. Naslov smo namerno zastavili malce izzivalno. Sprašujemo namreč, ali lahko prehrana zdravi. Kot govoru pa smo povabili zdravnico in prehransko svetovalko Darjo Ambrožič, ki bo v naslednji uri poskrbela za okusen in zdrav jedilnik, medtem ko bom sestavine mešala novinarka Urša Blec. Vmes bomo dogajanje začinili z nekaj anketnimi vprašanji, zato vas že zdaj lepo vabim k pozornemu spremljanju. Tisti, ki nas gledate prek Zooma, boste lahko odgovarjali s klikom pred izbrani odgovor. Tudi tokrat pa imate možnost v okencu za pogovor, chat predavateljici zastaviti še kakšno dodatno vprašanje, na katera bomo skušali odgovoriti na koncu. Če boste vprašanje zastavili vsem, bo ob tem vidno tudi vaše ime. Morebitne tehnične težavice med prenosom lahko vzamete za še eno dodatno začimbo življenja, skrbeti pa vam ni treba, kajti dogodek bomo posneli in vam pozneje poslali povezavo, tako da vam nič ne bo ušlo. Zdaj pa bom počasi besedo in sliko predala naši predavateljici Darja Ambrožič. Izvolite, ekran je vaš. Ja, današnja tema je v bistvu zastavljena dokaj široko, zelo zanimivo vprašanje, ali lahko prehrana zdravi, kakšna je v resnici prehrana bolnikov z vnetno revmatsko boleznijo. Ampak mogoče bi moglo biti tukaj v bistvu postavljeno nekaj malo drugačno vprašanje, malo širše vprašanje. Ali lahko zdravim življenjskim slogom vplivam na potek svoje bolezni oziroma na svoje zdravje. Namreč zakaj? Življenjski slog je nekaj veliko širšega kot samo prehrana. Poleg prehrane je tukaj sigurno še telesna dejavnost, spanje, stres in še veliko drugih dejavnikov. Zdaj, v telesni dejavnosti ste res slišali zadnjič nekaj, danes se bomo pa osredotočili bolj na prehranjevanje. In zdravo prehranjevanje je v resnici, kako bi rekla, neka spretnost, ki se jo potrebno naučiti. Prej, ko se je naučimo, lažje nam gre, bolj smo spretni, lažje vozimo, manj imamo zdrsov in poškodb. Ni pa seveda nikoli prepozno, tudi ta stara leta moramo znati in obvladati tako spretnost, da se ohranimo zdravi, da rečemo tako. Zdaj, koliko smo prišli na mesto, kjer me v bistvu pravzaprav zanima vaše mnenje. Kaj si vi mislite, kako lahko svojo prehrano vplivate na svojo bolezen? Tako da bi prosila, če lahko spustite vprašanja. Tako je, vprašanje ste že povedali, odgovori, ki so na voljo, pa so ena, da tudi sam imam tako izkušnjo, da vendar sam nimam take izkušnje, ne, sem poskušal, pa ni bilo učinka, ne, nisem niti poskusil, ker ne verjamem, ne vem, nimam izkušenj in se ne morem opredeliti. Tako, medtem ko udeleženci glasujejo, dali jim bomo nekaj trenutkov, pa imam, gospa Darja, za vas že prvo vprašanje. Ali ta navodila, ki nam jih boste dali, veljajo pravzaprav za vse revmatične bolezni enako, ali se posamezne bolezni med seboj razlikujejo? Dobili smo namreč dve vprašanji, eno za revmatoidni artritis in eno za AS. So kakšne razlike v navodilih? Zdaj, načeloma večina stvari so neka taka splošna priporočila in veljajo pravzaprav za vse vnetne revmatske bolezni. Je pa res, da so določene izjeme od teh splošnih priporočil, ki jih je potrebno pač potem individualno obravnavati. Mogoče je tukaj od takih najbolj pogostih revmatskih bolezni ali pa povezanih z revmatizmom boleznih, tukaj izstopa mogoče putika. Putika je tudi vnetje povzročeno, sklepno vnetje, ampak je povzročeno s kristali in je nekako presnovna motnja še tukaj vmes, tam je treba biti pač pozoren, individualno pristopati, ampak načeloma so pa vse te bolezni nekako
povezane ali pa na enak način jih obravnavamo, kar se prehrane tiče. Tako da tekom predavanja bom poskušala na določenih mestih opozoriti, recimo posebej na putiko ali pa na težave tukaj, ampak načeloma je pa vsi ti široki prehranski nasveti veljajo za vse vnetne bolezni. Velja. Hvala lepa. Mogoče zdaj pogledamo še rezultate. Takole, velika večina, 47%, meni, da lahko vplivamo na simptome svoje bolezni in imajo tudi sami tako izkušnjo. 34% nima take izkušnje, a vseeno verjame. Ostali odstotki pa so nekoliko manjši. Kaj menite o teh odgovorih? V bistvu me zelo veseli, da ste že sami vsi opazili, da pravzaprav prehrana ima vpliv na vašo bolezen in da je zelo pomembna. Tako da mogoče, oziroma upam, da bo tekom predavanja ne samo to potrjeno, ampak da boste tudi nekaj mogoče bolj praktičnih nasvetov našli v tem, kar želim povedati in pokazati. Sicer je pa, če gremo kar naprej, že pred veliko leti Hipokrat povedal in ugotovil in zapisal, da je hrana v bistvu zdravilo. In pravzaprav, če dobro pomislimo, je presenetljivo, kako po vseh teh letih takih spoznanj še vedno večinoma hrano jemljemo kot neko, kako vem, sredstvo za preživetje ali pa recimo gurmani sredstvo za užitek. Premalokrat pa mogoče hrano jemljemo kot neko orodje, ki je v naših rokah, in sicer orodje, s katerim uravnavamo kvaliteto svojega življenja. Ker namreč zdrava hrana, točno to je, odlično orodje za uravnavanje kvalitete. In zdaj seveda, če se vrnemo nazaj na to osnovno temo, prehrano revmatikov. Kakšna je prehrana revmatika, kako naj živim zdravo? Zdaj, znanost, raziskave potrjujejo, da določeni načini prehranjevanja seveda vplivajo na potek vnetnih revmatskih bolezni. Največ raziskav je res narejeno na revmatoidnem artritisu kot nekem, prototipom revmatske bolezni. So pa seveda raziskave tudi na spondilitis, psoriatični artritis in ostale bolezni. Tukaj bi mogoče samo opozorila, da je treba te raziskave o prehrani in življenjskem stilu nekako znati brati s kritičnim očesom, biti pozoren na veliko stvari. Namreč zakaj? Te raziskave so na nek način izjemno težko korektno izvedljive oziroma so izjemno zahtevne. Ker če hočemo dobiti podatke, ki bodo veljali za neko širšo populacijo, potem morajo biti to zelo velike skupine preiskovancev oziroma ljudi vključenih, potekati morajo dolgo časa, ker prehrana je nekaj, kar deluje na dolgi rok. Po drugi strani smo pa v takem primeru seveda odvisni potem od podatkov, ki nam jih vključeni ljudje dajo. Od njihove poštenosti, natančnosti, spomina, kaj so jedli, kdaj so jedli, kako so se počutili. Obstajajo pa seveda tudi manjše, veliko bolj kontrolirane raziskave, ampak če hočemo nekoga kontrolirano prehranjevati in ob tem opazovati, kaj se dogaja, je potem taka raziskava lahko na manjšem številu ljudi in krajše potekajoča. Zato so zelo koristni, kadar beremo in iščemo podatke, recimo en tak dober nasvet, berite pregledne članke. Zakaj? Ker taki pregledni članki vsebujejo potem veliko število podatkov zajetih iz različnih raziskav in tako naberejo tudi zadostno število bolnikov vključenih in dovolj dolgotrajne raziskave. In prav ena takih člankov in takih raziskav, objavljena mislim, da 2017, je pokazala, kako velik vpliv imajo različni načini prehranjevanja na recimo v tem primeru potek revmatoidnega artritisa, kako so zmanjšali in vplivali na potek bolezni in tudi na porabo zdravil. Po drugi strani vsa ta priporočila so tudi opozorila stroki oziroma opozorila zdravnikom, da morajo misliti ob zdravljenju bolnikov tudi na prehrano. Zato, ker so dokazani učinki hrane na posamezne komponente vnetja, ker vse s tem preprečuje dolgoročne posledice, ker s tem vplivamo tudi konec koncev na
na zdravljenje debelosti in drugih kroničnih, pogosto pridruženih bolezni, revmatskih bolezni. In ker s tem na nek način s prehrano lahko tudi uravnavamo ali da ne rečem popravljamo neželene učinke sicer zelo učinkovitih zdravil za zdravljenje revmatske bolezni. In tukaj vedno pridemo, kakorkoli obrnemo, vedno pridemo do nezdravega načina prehranjevanja, ki je dejavnik tveganja za imunsko pogojene bolezni, kamor spadajo revmatske bolezni in za vse ostale. In tukaj seveda izstopa tista mogoče najbolj očitna debelost, čeprav so tukaj seveda še vse ostale kronične bolezni. Se pravi, nezdrav način prehranjevanja. Nezdrav način prehranjevanja, seveda v kombinaciji z ostalimi nezdravimi življenjskimi vzorci, vodi v debelost. To povečuje količino vnetnih mediatorjev in vzdržuje kronično vnetje. Ne bom šla v podrobnosti, ta shema zgleda precej komplicirana, pa v bistvu namen je samo to, da pokaže, kako visceralna maščoba, se pravi maščoba, ki se nam nabira okoli notranjih organov in v trebuhu, kako ima negativne učinke in na mišice, in na žila, in na jetra, kako povzroča v bistvu nastanek metabolnega sindroma, se pravi tudi sladkorne bolezni, povišanega tlaka, povišanega holesterola. In to samo pojav visceralne debelosti, se pravi samo ta maščoba, ki je v bistvu aktiven organ. Če temu dodamo še sklepno vnetje in vse faktorje, vse mediatorje vnetja, ki se sproščajo iz sklepa, ki delujejo ravno tako na žile, jetra, povzročajo na inzulinsko rezistenco, se pravi sladkorno bolezen, na mišice, na osteoporozo, dobimo nek sinergističen učinek, se pravi učinki se seštevajo. To pomeni, da je bolezen v bistvu težje obvladljiva, da je več teh součinkov vnetja, se pravi v bistvu teh sopojavov, ki so. Seveda obstajajo zdravila in ta zdravila zavirajo te ključne vnetne mediatorje, ampak več, ko jih je, več dela, da tako rečem, imajo ta zdravila in bolezen je slabše obvladana, večja je možnost, da se pridružijo te osnovne revmatske bolezni, še druge bolezni. In zdaj skozi govorimo o nezdravih prehranjevalnih navadah. Ob tem mislim seveda na izbiro in količino nezdrave, nekoristne hrane. Se pravi hrana, ki je sicer bogata energetsko, ki je v glavnem procesirana, polna soli, sladkorjev, transmaščob, aditivov, konzervansov. Se pravi hrana, ki nima tiste dodane zdrave vrednosti v obliki fitokemikalij, vitaminov, mineralov. Na drugi strani je seveda tudi neprimeren način priprave hrane. Lahko tudi zdravo hrano spremenimo v zelo nezdravo, če uporabljamo pretirano cvrtje, pretirano uporabljamo maščobe. In potem še tisti tretji, mogoče najbolj tak tipičen nezdrava prehranjevalna navada je ta neustrezni dnevni ritem uživanja hrane. Čez dan nimamo časa, hitimo, spuščamo obroke, potem pa pridemo do točke tiste volčje lakote, kot rečemo, ko pojemo vse, kar nam pride pod roke in ko ne razmišljamo, kaj je zdaj zdravo, pa kaj ne, pa kaj bo najhitreje in tukaj običajno tudi gremo količinsko česa. In vse to seveda, vsa te navade predstavljajo tisti ključni dejavnik tveganja pri nastanku kroničnih bolezni. Ampak ne samo pri nastanku kroničnih bolezni, ampak po drugi strani že debelost sama tudi zmanjša možnost dobrega odgovora na zdravljenje, mogoče že zaradi tistih faktorjev, ki sem jih prej pokazala, zaradi kopičenja vnetnih dejavnikov. In tukaj so recimo razne raziskave, ki to zelo jasno in očitno potrjujejo. Jaz imam tukaj pred sabo eno Švedsko, kjer se je jasno pokazalo, da so pretežki bolniki, se pravi bolniki, ki so po indeksu telesne mase prekomerno hranjeni bili, so ob enakem zdravljenju kot skupina, ki je bila normalno hranjenih, imeli za tretjino slabše možnosti po 3 mesecih, za polovico slabšo možnost po pol leta, da bi bila njihova bolezen bolje obvladana. In enako to recimo tudi za bolečino so imeli bistveno slabšo obvladano bolečino, samo zato, ker so bili prekomerno hranjeni. In če stvar obrnemo, izguba telesne teže lahko bistveno pripomore
k obvladovanju bolezni in zdravljenju. Tukaj je bila sicer ena manjša raziskava na psoriatičnem artritisu, tukaj malo zgolj kot primer, ampak že pretežki bolniki so že v osnovi imeli hujšo obliko bolezni, in ko so jih v eni taki zelo kontrolirani, izjemno nizkokalorični dieti za 12 do 16 tednov, ko so jih skušali za približno skoraj 20%, je bil učinek na njihovo bolezen primerljiv z učinkom bioloških zdravil. Se pravi, hrana je lahko izjemno močno orožje, primerljivo z močjo biološkega zdravila. Tukaj je bila res zelo ekstremna izguba, nizkokalorična dieta in velika izguba teže na hitro, ampak dejstvo je, da se je pokazalo, kako močno lahko s tem vplivamo na bolezen. In vsa ta spoznanja potem vodijo do tega, oziroma so že pripeljala do tega, da so prehrana končno prišla v čisto uradne medicinske smernice zdravljenja različnih bolezni, v tem primeru luskavice in luskavičnega artritisa. Se pravi, prva stvar po diagnozi luskavice, posebej pri pretežkih bolnikih, je sprememba življenjskega stila, v tem primeru predvsem pravzaprav prehrane. Torej, upam, da sem mogoče zelo na kratko, ampak vseeno še enkrat potrdila, kako pomembna je prehrana in kako velik vpliv ima. Zdaj pa seveda spet eno od ključnih vprašanj, kaj pa je zdrava prehrana. Dosti enostavno je povedati, kaj je nezdravo, mogoče je pa veliko težje povedati, kaj je zdrava prehrana. Zdaj, ta koncept zdrave prehrane je pravzaprav nastal, kako bi rekla, po čisto kmečki logiki. Tam, kjer ljudje živijo dolgo in zdravo življenje, tam sigurno počnejo nekaj prav. In tako so raziskovalci, niti ne medicinske stroke, ampak National Geographica, že pred 15 leti identificirali 5 točk, pa mislim, da jih je zdaj še več, razpršenih po celem svetu, kjer je ogromno zdravih 90- in 100-letnikov. Od Severne Amerike, Srednje Japonske, najbližji gorati del Sardinije in Kreta. In ko so gledali, kaj za vraga je skupnega tem točkam, ki so tako po celem svetu, so prišli do ugotovitve, da vse povsod uživajo pretežno rastlinsko hrano, ne izključno, pač pa pretežno rastlinsko hrano, so zelo telesno aktivni kot nek del delovnega okolja. Ne vem, v goratem delu Sardinije pastirji prehodijo 5 do 10 kilometrov na dan, uživajo zmerne količine alkohola, dovolj spijo, predvsem pa imajo tudi bogato duhovno, to socialno, družinsko okolje. To je to, kar v zadnjem času, v času karantene zelo pogosto omenjamo, kako pomembno je to. In tako so prišli do enega koncepta, poimenovanega mediteranska prehrana. To je nek modern, priporočljiv način prehranjevanja, nekaj prilagojeno današnjemu času, in vključuje vsa ta spoznanja, številne študije, katera hrana, katera živila so zdrava, kaj je potrebno v hrano vključevati in kaj v bistvu izključiti. In to je tudi to, čemur lahko rečemo prehrana revmatikov. Prehrana revmatikov v najširšem smislu, tako najbolj na široko, kaj naj bi bila zdrava prehrana revmatikov, to je natančno to, mediteranska prehrana. Seveda potem, če izločamo posamezne skupine živil, pridemo do vegetarijanske prehrane, veganske prehrane in tako naprej. Na drugi strani piramide je nek avtoimunski protokol, nekaj, kar je pravzaprav bolj dieta kot prehrana, se pravi nek zelo omejen, kratkotrajni poskus v bistvu, da jemo samo stvari, za katere je znano, oziroma da izločimo vse stvari, za katere, ki bi potencialno lahko povečevali vnetje, in potem počakamo, da se bolezen izboljša, in šele potem postopoma spet dodajamo druge skupine živil, gledamo, kaj nam ustreza in kaj ne, in se počasi vračamo nazaj pravzaprav pri mediteranski prehrani. Zdaj, o avtoimunskem protokolu je zelo dolga zgodba, tako da jo danes v resnici ne bi edini nasvet ali pa opomba pa je, ne lotevajte se jo sami, poiščite nekoga, ki pozna, kako se to počne, ker je to res zelo omejena prehrana in je lahko samo kratkotrajen
v bistvu poskus s prehrano. Tako da, če pogledamo zdaj posodobljeno prehransko piramido, tukaj je slika povzeta po NIJZ-ju, vidimo, da prehranska piramida že vključuje, te sodobne prehranske piramide že vključujejo gibanje, ne. Pravzaprav je prehranska piramida neka nadgradnja piramide, ki je bila vam pokazana tudi pred 3 tedni, ne, piramide gibanja. Gibanje je ključno tudi, če gledamo prehrano, ne, teh stvari ne moremo gledati čisto izolirano. Zdaj, sodobna prehranska piramida je v bistvu to, je mediteranski način prehranjevanja v svoji osnovi. Se pravi, veliko zelenjave, veliko začimb, potem so pa v zmernih količinah ribe, jajca, stročnice, oreščki, sadje in tako naprej. Pa bomo zdaj, se ne bomo tukaj ustavljali, bomo raje pogledali mogoče te ključne skupine malo bolj podrobno. In seveda začetek je sigurno zelenjava in začimbe. Veliko zelenjave, veliko začimb. Zdaj vsi vemo, ne, zelenjavo povezujemo z vlakninami, minerali, vitamini, ampak nekaj je ključnega v zelenjavi, o katerem se mogoče ne govori dosti. To so fitokemikalije, pa tudi ta izraz se mogoče sliši tako nenaravno, čeprav ni. Mogoče bi bil boljši izraz fitoživila, ne. To so snovi, ki jih vsebuje zelenjava in za katere je dokazano, za ogromno teh snovi je dokazano praktično do nivoja genov, kako delujejo in kako zelo pomembni so, da aktiviramo tiste genske zapise, ki potem proizvajajo snovi, ki delujejo antioksidativno in protivnetno, se pravi nekaj, kar ohranja naš organizem zdrav. Zdaj, pri zelenjavi je seveda idealno sezonsko in čim bolj mešano zelenjavo, enako velja za začimbe. Začimbe niso samo sol pa poper, ki so najpogosteje uporabljene, ampak jih je cel spekter in v vsaki je ena od ali pa več fitokemikalij, ki delujejo pozitivno na naše zdravje. In seveda, če hočemo zagotoviti, da zelenjavo in začimbami dobimo vse, kar rabimo, potem moramo jesti veliko tega, čim bolj mešano in pripravljeno na različne načine. Nekatere snovi se boljše absorbirajo, če pojemo zelenjavo surovo, druge, če jih skuhamo, mogoče malo bolj termično obdelamo z dodano maščobo, nekatere brez maščobe. Se pravi, bolj ko mešamo, bolj smo na varni strani. In zdaj vsak reče, saj jaz pa jem veliko zelenjave. Zdaj, veliko zelenjave oziroma primerna količina zelenjave je nekje 5 do 7, nekateri pravijo celo 9 enot. In če rečemo, da je enota 70 do 80 gramov zelenjave, ne, zdaj volumsko je to lahko zelo različno, odvisno od tega, katero zelenjavo pogledamo, je to v resnici zelo veliko zelenjave. To je tako na oko pol kile plus zelenjave na dan. Ne, to ni tako enostavno ali pa samoumevno pojesti. In tudi zelo fajn je, če je razdeljeno med vse obroke, ker drugače je težko pojesti naenkrat toliko različne zelenjave. Samo ena skleda, pa še, če je precej velika solate, to še ni pol kile različne mešane zelenjave. In tukaj je v bistvu zelenjavo razdeljena nekako v 5 smiselnih skupin po barvah. Ker vsaka taka barva, tako barvilo v bistvu na nek način lahko rečemo predstavlja neko skupino živil, ki si jih želimo pojesti. Zelena, vijolična, rdeča, rjavo, bela, rumeno, oranžna. Tako da recimo potem je stvar naše domišljije, kako to kombiniramo v različne solate, lahko tudi kombiniramo mogoče z malenkost sadja. Pa bi imela tukaj mogoče eno vprašanje za vas, kakšno solato bi vi izbrali kot idealno solato? Torej, na voljo je več odgovorov. Prvi odgovor solato rdeče zelje, paradižnik, korenje, fižol. Drugi odgovor solato belo zelje, paradižnik, zeleno papriko in fižol. Tretji odgovor solato kumare, rumeno papriko, paradižnik, rdečo čebulo. Četrti odgovor paradižnik, rumeno papriko, rdečo čebulo, kumare in česen. In peti odgovor brokoli, špinačo, rdeč radič, rdečo peso in koruzo. Prosim, da si izberete svojo solato, medtem pa bi gospodarjo še nekaj vprašala. In sicer smo dobili vprašanje na temo
kakšno vlogo, če sploh, imajo pri revmatičnih bolečinah, konkretno gluten, paradižnik, vino in citrusi. Mogoče boste o tem še kaj v nadaljevanju povedali? Nekaj bom sicer posebej o glutenu mogoče malo kasneje omenila. Recimo paradižnik spada med razhudnike, ki teoretično lahko delujejo tako, da pospešujejo vnetje, se pravi v tem primeru negativno na bolečine oziroma lahko poslabšajo oziroma ne izboljšajo revmatične bolezni, Zato recimo se razhudniki, tudi citrusi, izločajo v tem avtoimunskem protokolu, ki sem ga omenila. Je pa to v bistvu zelo individualno in načeloma je paradižnik povsem priporočljiv, razen seveda individualno pri tistem, pri katerem škodi. Nekateri sploh psoriatični bolniki pogosto poročajo, da jim paradižnik dela težave. Zdaj o glutenu pa res mogoče malo kasneje pri žitih. Velja, mogoče zdaj kar pogledamo odgovore, ker je že bilo dovolj časa, da smo se odločili. Tukaj so mnenja precej bolj deljena, največ 30% je glasovalo za solato kumare, rumeno papriko, paradižnik in rdečo čebulo, potem pa si kar lepo počasi, skorajda enakomerno sledijo še ostale možnosti. Kaj boste vi povedali, gospa Darja? Zdaj pravzaprav so vse solate dosti pisane in zadosti dobre in jih lahko zadosti kombiniramo. Takole, če se dobro pogledam, mislim, da je solata, ne vem, A ali pa solata številka 1 tista, ki ima dejansko iz vsake skupine po ena. Solata je zelena, rdeče zelje v bistvu spada med tisto temne vijolične skupino že. Paradižnik je rdeč, korenje je oranžno, fižol pa spada v tisto belo rjavo skupino. Čeprav so vse solate v bistvu dosti, kako bi rekla, zdrave in primerne. Mogoče je zadnja res, ker tudi najmanj odgovorov, je mogoče res preveč zelenega pa manjka kaj oranžnega. Ampak hotela sem opozoriti na to, da je pač ta nabor mora biti čim bolj pisan, ker si bomo tako sigurno najbolj zagotovili ta zdrav, širok spekter fitokemikalij. Tako da mogoče res v bistvu so kar dobre izbire solat na voljo. Tako da če gremo zdajle naprej, te solate so sploh zanimive in uporabne zadeve, Tukaj nam res lahko dela domišljija in okus, tukaj si lahko damo duška. Ne samo, da je prijetno za oči, mora biti seveda tudi okusno. In če dobro pogledate, sem tukaj že dodala na svojo solato poleg semen tudi jajca. In tako pridemo do naslednje skupine ribe, jajca, meso. Zdaj, zakaj jemo taka živila? Predvsem zato, ker vse troje so odličen vir beljakovin in zdravih maščob. Zdaj te vrednosti, ki jih najdemo po raznih tabelah, koliko beljakovin vsebuje kakšno meso ali pa kakšno živilo, so pač neke okvirne vrednosti, pa kljub vsemu je tako v glavi dobro vedeti, da je mogoče v piščančjem mesu največ beljakovin, sledijo ribe. Recimo v jajcu je približno tretjina tistih beljakovin, ki jih dobimo v 100 gramih piščančjega mesa. Tukaj je mogoče vredno omeniti tudi, kakšne so dejanske potrebe po beljakovinah. Zdaj, te potrebe so malenkost tudi individualne. Splošna smernica, včasih so bile 0,6, potem se je dvignilo na minimalno 0,8 grama na kilogram telesne teže, pa nekje tam do 2,5 grama pri res zelo aktivnih športnikih, več nima smisla, ker tudi preveč dobrega lahko škodi. Je pa tako, če boste okvirno pomislili, imam, ne vem, 60 kg, rabim približno 60 gramov beljakovin na dan, bo to kar neka dobra ocena, s tem, da je pa seveda treba vedeti, da več kot nekih 25-30 recimo gramov beljakovin v enem obroku jih naše telo ne bo uspelo porabiti. Se pravi, beljakovine morajo biti enakomerno razdeljene med obroke.
In enako velja, recimo, ribe so dober vir beljakovin, pa tudi dober vir zdravih maščob. To so te slavne omega-3 maščobe, ki jih je dejansko največ v teh ribah mrzlih vod, pa v plavih ribah. Seveda jih dobimo omega-3 tudi v mesu, v govedini, recimo. Je pa tukaj moramo na stvari malo širše včasih pogledati, Ni govedina iz ene ogromne farme, ne vem, v Ameriki, krmljena živina, nima enako sestavo mesa kot recimo neka krava, ki smo jo videli mogoče na pašniku pri sosedu, Tako da tukaj so pač stvari, nekje okvirno najdemo podatke v tabelah, treba je pa mogoče včasih malo širše pogledati tudi na to, kako je pridelano določeno živilo. Pomembno je, kako je pridelano, in to tudi določa, kakšna je maščobna in beljakovinska sestava mesa. Zdaj jajca. Jajca so bila včasih prepovedano živilo skoraj, V raziskavah se je pa z leti pokazalo, da so v bistvu jajca zdaj postala praktično super živilo. Tudi znanost se spreminja in napreduje. Dokazano je seveda, da je beljak dober vir beljakovin, to pravzaprav nikoli ni bilo sporno, sporen je bil vedno rumenjak zaradi holesterola, ampak v rumenjaku je ogromno holina. To je neka sestavina naše celične stene pravzaprav, po drugi strani se pa vpleta v razgradnjo homocisteina. Homocistein je pa tisti poreden fant, ki ne povzroča aterosklerozo, tako da dejansko z rumenjakom se nekako pravzaprav ščitimo proti aterosklerozi oziroma vse je ne povzroča. Tako da jajca so kar v redu živila, je pa seveda na živila lahko gledamo zelo različno, Zdaj ena konzerva tune, pa ne vzeti to kot reklamo za neko znamko, ampak samo kot primer, ena konzerva tune in eno jajce vsebujeta približno enako količino beljakovin, ampak če pojemo konzervo tune, zaužijemo 2-krat več kalorij kot z enim jajcem. Po drugi strani sta 2 konzervi tune recimo primerljivi kalorično z eno povprečno veliko banano. Samo da s tuno pojemo 10-krat več beljakovin kot z banano, zato pa seveda z banano pojemo 2 vrečki pa pol sladkorja za v kavo, Toliko si pravzaprav verjetno nobeden ne da sladkorja v kavo, banano pa mirno pojemo, kar ni nič narobe, če potem ta sladkor dejansko porabimo recimo pri neki športni aktivnosti. Mogoče pa ni tako dobro, če gremo po banani na kavč sedeti ali pa v pisarno. Recimo to je primer ene take zelo mešane, pisane, barvite solate, ki si jo lahko kadarkoli pripravimo in odnesemo s seboj tudi v službo, če tam nimamo drugih možnosti. Lahko si jo pripravimo za zvečer, ko pridemo domov. In če taki solati dodamo še recimo dobro začinjeno puranjo meso, je to pravzaprav polnovreden obrok. Imamo beljakovine, imamo različno zelenjavo, fitokemikalije, skratka, tudi kalorij se nabere zadosti za tako solato, se pravi, imamo popolnoma polnovreden obrok. Seveda lahko zamenjamo purana tudi s kušo, pa izberemo drugačno zelenjavo, zraven si pripravimo sol, kis, olja, da lahko to mirno transportiramo po svetu in da je še vedno dobro. Tako da možnosti je veliko v bistvu. Te izgovori, da nimamo možnosti, pogosto niso tako trdni, kot izgledajo tako na prvo žogo. Tudi ko gremo ven, imamo vedno možnosti izbrati nekaj zdravega. V vsaki restavraciji bomo našli nekaj zdravega. Recimo ena taka ribja oziroma mešana morska plošča je prava bomba zelo dobrih sestavin in mineralov, vitaminov, folne kisline, B12. Školjke so povrh vsega še relativno nizkokalorične. Enako velja recimo za lignje. A ni veliko boljše pojesti eno tako porcijo lignov kot neko kapsulo prehranskih dodatkov. Učinek bo pa isti ali pa še boljši. Pa še svojo dušo bomo nahranili, mogoče, ker nas bodo drugi s tem lepo pocrkljali, in hrana za dušo je enako pomembna kot hrana za telo. Je pa mogoče res pri teh mehkužcih eno tako čisto opozorilo, mogoče še glede na tisto prvo vprašanje, pri putiki mehkužci pa res niso
priporočljivi, razen če bi radi imeli napad putike. Tako da tukaj, a ne, to so res zdaj splošna navodila za zdravo prehrano, ne. Vedno jih je pa treba seveda potem individualno razmisliti in upoštevati. A ne. Enako velja, ne vem, sardele, solato zraven, odlično živilo. Je pa dejstvo, da nimamo vedno možnost priti do takih lepih, svežih pečenih sardel, a ne, in včasih je dobra izbira, če ni prepogosta, tudi konzerva, ribja konzerva, ne, recimo eni taki konzervi sardin, mogoče presenetljivo, ampak notri je tretjina naših dnevnih potreb ali pa povprečnih dnevnih potreb za kalcijem recimo, ne. Tako da tudi to zna biti dobra izbira, ne. Ampak zdaj sem skozi govorila o beljakovinah v bistvu živalskega izvora, ki so nam mogoče koristne najbližje. Seveda pa tudi vegetarijanci dobijo beljakovine tudi brez mesa in stročnice so tisti mogoče najboljši vir neživalskega izvora za beljakovine. Stročnice imajo nasploh sicer precej ogljikovih hidratov, ampak imajo tudi zelo veliko koristnih snovi in v kombinaciji z žiti dobimo lahko oziroma dobijo tisti, ki ne uživajo mesa in mesnih izdelkov, v bistvu cel spekter vseh teh potrebnih aminokislin, ne, se pravi teh sestavin beljakovin, ki jih naše telo potrebuje. Je pa tukaj eno opozorilo, ki ga ne smete spregledati, in sicer, da je maksimalni izkoristek stročnic in koristnih snovi iz stročnic, pa tudi za oreščke velja enako v resnici, dosežemo, če jih pred uporabo namakamo in potem seveda tisto vodo zavržemo in jih potem skuhamo. S tem izločimo fitinsko kislino, ki zavira absorpcijo koristnih mineralov in vitaminov, ne. To je še posebej pomembno za tiste, ki so vegetarijanci, vegani, a ne, ki morajo res paziti, da s temi stročnicami in žiti dobijo zadostno količino esencialnih snovi, se pravi snovi, ki jih nujno potrebujejo. In tako pridemo do žita, a ne, zdaj žita so seveda sestavljena iz otrobov notranjega dela in kalčka, a ne, polnozrnato žito. Problem pri žitih in vsak ta sestavni del ima pač določene minerale in vitamine in hranilne snovi. In zdaj problem pri žitih, zakaj vedno govorimo o polnozrnatih žitih, a ne, zato ker zrafinirane žita odstranijo v bistvu mogoče najbolj koristen del žit, se pravi otrobe, kjer so vlaknine in minerali in vitamini. Po drugi strani odstranjujejo tudi kalčke, ne, ker kalčki so pa bogat vir maščob. Maščobe pa seveda skrajšujejo obstojnost živil, zato jih v procesu procesiranja hrane odstranjujejo. Tako da, ko kupujete polnozrnata živila oziroma nekaj, kar želite, da je polnozrnato, dajte si dobro prebrati deklaracije. Pogosto sploh pri raznih kosmičih, granolah, mislijih so slikce mogoče pol lepih žit na embalaži pogosto zavajajoče. Običajno imajo te stvari napisano vsebnost na porcijo, kaj je porcija in kakšna je vsebnost snovi v porciji. In če pride na porcijo manj kot 3 gramov vlaknin, potem takega živila v resnici sploh ne bi smelo oglaševati oziroma ne sme biti deklarirano kot polnozrnato živilo. To je čisto mogoče en tak čisto ena praktična opomba. Sicer pa med polnozrnata žita uvrščamo ajdo, piro, koruzo, ječmen, ne, tukaj je mogoče opozorilo, da ješprenj je že rafinirano živilo, če boste kuhali ričeta, ne. In zdaj seveda žita brez glutena in razprava o glutenu, v katero sicer danes ne bi zašli. Dejstvo je, da ni trdnih dokazov ali pa ni zelo verodostojnih dokazov kar tako na splošno, da bi gluten škodoval tudi za revmatske bolezni oziroma revmatike, da bi morali povsem izključiti gluten iz prehrane. Gluten morajo izključiti iz prehrane tisti, ki so dokazano preobčutljivi na gluten, ki imajo celiakijo. Je pa dejstvo, to pa je dokazano, da velika količina glutena po drugi strani pa poveča propustnost črevesja, poveča razmike med črevesnimi celicami, kar pomeni, da v telo pridejo, v organizem pridejo večje
molekule, ki so potencialno, jih naš imunski sistem prepozna kot tujek in se proti njemu bori, sprožijo imunski odziv, na nek način, neko vnetje, to je pa tisto, česar ne želimo. Se pravi, v osnovi, če nimamo dokazane preobčutljivosti na gluten, glutena ni treba popolnoma in absolutno izločiti. Je pa vedno pametno, če izbiramo med živilom, ki ima gluten, in živilom, ki nima glutena, izbrati živilo recimo brez glutena, taki, ki so v osnovi brez glutena, ajda, kvinoja, amarant, mogoče včasih kvinoja poleg tega recimo ima še večjo vsebnost beljakovin pa malo manj ogljikovih hidratov, kar pravzaprav tudi ni tako slabo, oziroma jo pogosto iščemo ta učinek in je to zaželeno. In potem seveda takoj za tem, z stročnicami in žiti pridejo oreščki. Oreščki so pravzaprav izjemno zdravo živilo, vsebujejo veliko maščob, pa zelo malo sladkorjev. Po sestavi so si na nek način podobni, je pa res, da recimo čisto navaden naš oreh ima največ omega-3, 10-krat več omega-3 kot naslednji orešček. Je pa eno opozorilo, tukaj na slikci spodaj je 10 dek različnih mešanih oreščkov, kar predstavlja 600 do 700 kilokalorij. Oreščki so energetska bomba, sicer zelo zdrava, ampak še vedno energetska bomba in tega se moramo zavedati, sploh če želimo, recimo, če delamo na izgubi telesne teže oziroma če moramo paziti na vnos kalorij. Pa jih ni težko eno tako sklečko prav na hitro pozobati, ampak 600 do 700 kalorij lahko za eno žensko predstavlja polovico dnevnih potrebnih kalorij ali pa za enega moškega tretjino dnevnih kalorij, pa od ene take sklečke ne bomo pol ali pa tretjino dneva siti. Tako da tukaj moramo biti previdni, kot sem rekla, po sestavi omega-3, po vsebnosti omega-3 je pa naš čisto navaden slovenski oreh zelo kakovostno in kvalitetno živilo, samo visokokalorično. To moramo po oreščkih vedno misliti. To pa ne pomeni, da se jih moramo čisto odreči, samo treba si jih je pač znati pravilno dozirati. Ena taka malca v tej skodelici je pa samo 50 gramov oreščkov, 10-15 oreščkov, ena tanka rezinca črne čokolade s čilijem, pa zraven ena kava je lahko zelo dobra in kvalitetna malca. Zdaj, kava je bila tudi včasih zelo na črnem seznamu, ampak dejansko kava vsebuje klorogensko kislino, ki je odličen antioksidant. Res je, da tudi kava ni enaka kavi, višje, kar raste na višji nadmorski višini, kar raste več, ima tega antioksidanta v sebi, zato je arabika boljša od robuste in seveda običajno tudi dražja kava od robuste. Tako da kava tam nekje do 5 skodelic na dan, sicer tukaj je zdaj stvar definicije, kaj je skodelica, ampak recimo tako, če neke srednje velike skodelice popijemo, pa ne več kot 5 na dan. Tudi kofein in slabi učinki kofeina niso toliko slabi, kolikor dobrega dobimo z antioksidanti. In enako v bistvu velja za zeleni čaj, ki vsebuje izjemno močan antioksidant, katehin, epigalokatehin galat, ki je 100-krat močnejši antioksidant vitamina C, ki je tako zelo popularen v sedanjih časih in ki nam šprica praktično iz vsake reklame, si pokaže malo vitamina C. In tudi močnejši je ta katehin od antioksidantov vitamina E. Zdaj nekje priporočljivo so 3 do 4 skodelice zelenega čaja na dan, brala sem celo, da tudi 10 skodelic nima neželenih učinkov, sicer je pa spet tukaj definicija skodelica. Tako da malo po pameti je tudi zeleni čaj potrebno konzumirati, pa recimo, če se vas bo loteval prehlad ali pa bog ne daj covid v teh časih, zeleni čaj je zelo priporočljiv za take primere, ker res spodbudi naš antioksidativni sistem, se pravi našo borbo proti virusom, pa če tudi so to koronavirusi.
Tukaj mogoče se malo slabše vidi, ampak to je ena vrečka sladkorja, na katerem piše pijmo kavo, dokler znanstveniki ne dokažejo, da škoduje, ne. Znanstveniki, ki so že dokazali, da kava ne škoduje, dokazali so pa tudi, da škoduje tisti sladkor v tej vrečki v resnici in da sladkor škoduje pravzaprav bolj kot maščobe, ne. In zdaj smo spet pri maščobah, ne. Pri maščobah je še vedno stvar v tem, koliko in kakšne maščobe zaužijemo. Seveda so nasičene tiste, da rečem, slabe maščobe, nenasičene so boljše maščobe oziroma celo zaželjene maščobe, ne. Esencialne, nekaj maščob rabimo, nekatere maščobe, te nenasičene, so esencialne maščobne kisline, ne. Predvsem omega 3 in omega 6, za katere ste sigurno že slišali, ne. Ampak tudi tukaj je potrebno vedeti, da mora biti pravilno tudi razmerje med omega 3 in omega 6. Omega 6 pospešujejo vnetje, omega 3 pa zavirajo, zato je tako zelo pomembno, kakšno je razmerje med njimi, in v naši prehrani zaradi sestave živil, ki jih vsebujemo, je razmerje običajno tam 15:1 ali pa še slabše, ne, zaželjeno je pa tam nekje idealno 5:1 do 10:1, se pravi na 10 omega 6 eno, oziroma na 5 omega 6 1 omega 3, ne. In to je tisto, kar iščemo in kar je priporočljivo. Seveda v maščobah tukaj v glavnem govorimo o oljih, ne, v katerih je tudi antioksidant vitamin E. Zdaj na te maščobe lahko, oziroma na ta olja, katera izbiramo, lahko pogledamo zelo z različnih kotov, ne. Zdaj, če gledamo, kaj ima najmanj nenasičenih maščobnih kislin, ne, se pravi tistih škodljivih, pa kaj ima več nenasičenih, potem je tukaj zmagovalec repično olje, laneno olje je zelo dobro, oljčno olje je pa tako nekako za širšo uporabo najbolj priporočljivo tudi oljčno olje, ne. Tudi to razmerje omega 3, omega 6 ima oljčno olje dosti ugodno, čeprav laneno olje je tukaj mogoče celo bolj ali pa sigurno bolj ugodno, ampak potem pridemo do uporabe, ne, katero olje od teh je zdaj mogoče najbolj lahko široko uporabno, ne. Pri olivnem oziroma oljčnem olju je bila večno debata, da ni primerno za kuho. Zdaj, to v resnici ne drži čisto res, ne, ker če pogledamo, škodljive snovi v uporabi olja nastanejo, pri segrevanju olja nastanejo tam, kjer je točka dimljenja, ne, ko se nam začne kaditi olje, ki ga segrevamo, ne, tam je v bistvu tista točka, kjer začnejo nastajati škodljive snovi v olju, ne, in tukaj vidimo, da se v bistvu olivno olje kar dobro odreže, ne, da prenese dokaj visoke temperature ali pa tiste običajne temperature, ki jih uporabljamo za kuhanje, to je okoli 200 stopinj, medtem ko laneno olje je praktično uporabno, čeprav po sestavi odlično, samo, kaj pa vem, za solate, ne, se pravi za hladno uporabo, s tem, da je laneno olje, ne, pač tukaj moramo pogledati tudi na ceno, pa tudi na to, da je praktično skoraj brez okusa, ne, da je pač treba z nečim drugim potem dobiti okus. Je pa seveda stvar, kako določeno hrano pripravimo, ne, vedno je pri prehrani, vedno hudič v malenkostih, a ne. En kuhan krompir ima lahko 100 kalorij ali pa 500, če ga pripravimo krompir kot pommes frites oziroma okoli 100 kalorij, če je pečena, ne. Tako da priprava hrane je zelo odvisna in to so taki detajli, a ne, ki so pomembni, kaj pa vem, tudi pri mlečnih izdelkih je stvar v podrobnostih. Seveda so mlečni izdelki dober vir beljakovin pa vitaminov, a ne, pa tudi probiotične bakterije, marsikateri vsebujejo, kar je zelo dobro za našo mikrofloro. Iz sirotke so izdelani vsi te šejki in proteinski napitki, tudi za športnike, tudi za običajno uporabo, zato ker je sestava aminokislin zelo dobra, ne. In zato je nekako so priporočeni tam okoli 2 do 3 enoti mlečnih izdelkov na dan, s tem, da ena enota je, ne vem, en kozarec mleka ali pa en jogurt, ampak tukaj vas posebej opozarjam, bodite pozorni, ko kupujete mlečne izdelke, dajte jih, jaz pravim, kupovati z očali, zato da preberete, kaj piše na njih,
A ne? Zelo pogosto, zelo na veliko piše manj maščobe. Ja, ampak a je not tudi manj sladkorjev. Jaz bi v takem primeru vedno pogledala, koliko je sladkorja not in izbrala mlečni izdelek z manj sladkorja, ne z manj maščobami. A ne? Recimo za primerjavo, en islandski jogurt ima na 60 kalorij približno 11 gramov beljakovin. Že grški jogurt ima samo polovico teh beljakovin, pa približno enako kalorij, ampak 10-krat več maščob od islandskega jogurta. Če povzamemo en tak probiotični jogurt, ima samo še tretjino beljakovin, ki jih ima islandski jogurt. Maščobe so tam, sladkorjev ima pa kar zelo velika, ne. In potem seveda dobimo med mlečnimi izdelki tudi to, kar pravzaprav ni mlečni izdelka, ne. Kokosov jogurt v bistvu je nekaj, česar ne bomo jedli zaradi beljakovin, ker jih not praktično ni, so not v glavnem maščobe in kokosova maščoba so povrh vsega še nasičena, je to nasičena maščoba, ne. Tako da pač pri tem je treba biti pozoren in primeren, ne kupujmo teh izdelkov in ne jejmo teh izdelkov z očmi, pač pa tako, da preberemo, kaj piše gor. Predvsem je tukaj pomembno, koliko je not beljakovin in v drugi stopnji, koliko je not sladkorjev, da jih je čim manj. V vse te mlečne izdelke zelo pogosto dodajajo tudi različna sadja in sadni okusi, pa bi mogoče tukaj, preden nadaljujemo, prosila še za tretje vprašanje na temo sadja. Sicer katera trditev je pravilna? Sadje je na istem mestu v prehranski piramidi kot zelenjava, zato ga je treba uživati v enakih količinah kot zelenjavo. Sadje je sladica, zato ga je treba izključiti. Sadje ne vsebuje beljakovin, zato ga nima smisla jesti. Ali priporočena sta 1 do 2 sadeža na dan vsak dan. In medtem, ko čakamo na vaše odgovore, gospodarja, zdaj že veste, spet pride na vrsto kakšno vmesno vprašanje, dobivamo jih tudi preko YouTubea, in zdaj, ko ste me potolažili, da glede kave, ker spijem samo 2 taki majčkeni skodelici na dan, pa bi vprašala, kaj pa je potem tisto živilo, ki lahko škoduje pri revmatičnih boleznih oziroma ki slabo vpliva na simptome, kar več vprašanj smo dobili v zvezi s tem, ali je kakšno živilo, ki ga posebej odsvetujete, razen mogoče ravno sladkorja, ki ste ga že večkrat omenili. Ja, mislim, da sladkor pa pravzaprav vsa procesirana hrana, ki je polna aditivov in konzervansov, in hrana v bistvu z slabimi maščobami dodanimi, transmaščobami ali pa veliko količino nasičenih maščob. Vse te stvari delujejo v bistvu prav vnetno, se pravi vnetje spodbujajo, zato so to so prve snovi, ki jih je potrebno iz prehrane čim bolj izločiti, zato da zmanjšamo tisti možen prav vnetni, se pravi učinek, ki pospešuje na nek način vnetje. Tukaj so v glavnem najbolj procesirana hrana, zato je bistvo te zdrave prehrane seveda, kako izberemo beljakovine, maščobe in tako naprej, ampak tudi to, da si hrano pripravljamo iz osnovnih sestavin na nek način, saj ne moremo čisto v nulo vedno najti najbolj zdravega živila, saj ne pridelamo vsega sami, ne vemo, kako je bilo vzgojeno, ampak vsaj, če se izognemo tistim neznanim snovem v predpripravljeni hrani, vsem tistim dodatkom, aditivom že zelo veliko naredimo. Potem so pa seveda zelo individualno snovi, ki se jih morajo posamezniki izogibati. Tukaj pa ni več nekega zelo splošnega priporočila, ampak je treba za vsakega posameznika pogledati, kaj in zakaj mu škoduje. No, zdaj bomo videli še, kako je s sadjem, odgovarjali ste takole, priporočena sta 1 do 2 sadeža na dan vsak dan, je odgovorilo kar 79% udeležencev. Se strinjate? Ja, tukaj se strinjam, sadje pa bom v bistvu pokomentirala odgovor pravzaprav kar z naslednjim slajdom.
Namreč sadje sem mogoče malo namenoma pustila za na koncu, zato ker pogosto obstaja ta, ali pa že kar nekako običajna besedna zveza je sadje in zelenjava, kar nekako implicira na to, da je sadje enakovredno zelenjavi. Pa v bistvu ni, ničesar ni v sadju, česar ne najdemo v zelenjavi, razen sladkorja. Zato je seveda ta odgovor, ki je bil najbolj pogosto označen, 1 do 2 sadeža na dan, v bistvu zelo pravilen. Ni se potrebno, sadje je sladica, ampak to ne pomeni, da se mu moramo popolnoma odreči. V sadju so vlaknine in so tudi dobre, so vitamini, minerali, antioksidanti, ampak dejansko moramo pa v uživanju sadja biti previdni, ker v glavnem je pa sestavljeno iz sladkorja. Zdaj, različno sadje ima različne kombinacije sadnih sladkorjev oziroma fruktoze, glukozo, še kakšen drug sladkor je zraven. Predvsem je problematično na nek način sadje, ki ima velik procent fruktoze. Ne vem, grozdje je recimo tukaj tak tipičen primer. To nam, če si merimo, če smo sladkorni bolniki, pa si merimo sladkor v krvi, na običajen način res fruktoza ali pa grozdje nam ne dvigne zelo krvnega sladkorja. To pa zato, ker gre fruktoza direkt v jetra in se tam presnavlja in nastajajo v bistvu najpogosteje iz vsa taka viška fruktoze nastanejo maščobne kapljice, trigliceridi, ki se potem kopičijo kot maščoba. In tukaj smo spet mogoče pri putiki, velika količina sadja oziroma sladic, velika količina sladkorja, še posebej tistega, ki vsebuje fruktozo, lahko povzroči napad putike, zato ker se metabolizira fruktoza do ure, do rata, ki je v bistvu ta osnovni dejavnik pri putiki. Tako da sadje, preveč sadja ni zdravo. Čeprav so nas vedno učili, če že zelenjave naješ, pa vsi sadje jej. To ni zelenjava in sadje, tega ne moremo enačiti, sploh ne po količini. Fruktoza poleg tega tudi ne sproža tega občutka sitosti, zato smo še posebej nagnjeni, da veliko pojemo. Saj veste, grozdje lahko zelo hitro, zelo veliko pojemo, ker iz želodca dobimo signal, da smo siti. Pri določenem sadju, ki ima več glukoze, to kljub vsemu prihaja že z receptorjev v ustih, ki sporočajo možganom, jemo, dobivamo energijo, siti smo. Zdaj, priporočeno vnos sadja je 1 do 2 oziroma 2 do 3 enoti. Zdaj, če pazimo na težo, če pazimo na vnos sladkorja, ogljikovih hidratov, je potem 1 do 2 bolj pravilen odgovor, sicer mogoče tudi 2 do 3 enoti. Zdaj, kaj je enota? Zelo enostavno, en velik sadež je 1 enota, potem pa pač volumsko lahko različno to prilagajamo. Nekje je nekdo zapisal, pa se mi je zdelo zanimivo, 14 češenj je 1 enota, tako da prosim, preštejte naslednjič češnje. To je tako malo za hec, malo za res, ampak nekako okvirno en sadež, 1 enota, 2 sadeža na dan imamo v osnovi zadosti. Seveda po sestavi sladkorja, ker ima poliolje najboljše jagodičevje, ki vsebuje tudi ogromno dobrih antioksidantov, teh polifenolov, ki so telesu zelo koristni. In potem pridemo seveda do sadnih sokov. Sadni sok je v bistvu sadje, ki mu odstranimo večino koristnih snovi, se pravi vlaknin, in ostane samo še sladkor. Tako da en kozarec sadnega soka je v bistvu vsaj 1 enota sadja. Moramo prešteti tja enotam sadja. Zato, ko pridemo do pijače, kot smo že rekli, voda, zeleni čaj, tudi zeliščni čaj, kava, so priporočena pijača. Odsvetovani pa gazirana pijača, sadni sokovi, kot sem rekla, in razni napitki ali ledeni čaj. In če pogledamo tudi tak, kaj piše na enem zelo vse v naši percepciji kvalitetnemu sadnemu soku, in če ga primerjamo z eno že dolgo osovraženo gazirano pijačo, kar se zdravja tiče, vidimo, da pravzaprav
ni velikih razlik, ne. Zato problem ni v enem kozarcu. Negazirane pijače, nesadnega soka, problem je v količini, ne. Običajno vseeno spijemo več kot 1 deci tega na dan, če pač to pijemo kot pijačo za žejo, ne. Zdaj seveda, ker smo Slovenci in ko smo že pri pijači, moramo kaj več tudi o alkoholu, a ne. Seveda alkohol ni tako priporočljivo živilo, da bi rekli, da ga moramo spiti vsak dan eno enoto, ampak je pa pač v zmernih količinah pravzaprav, ne bom rekla priporočljivo, ampak neškodljiva pijača. Zdaj, kaj je zmerna količina, ne, za žensko naj bi bilo to 1 deci vina na dan, za moškega mogoče deci pa pol ali pa 2, ne, to je čisto odvisno od konstitucije oziroma nek ekvivalent. Zdaj, če že izbiramo med alkoholnimi pijačami, je mogoče kozarec rdečega vina še najbolj zdrav, ker ima še antioksidant resveratrol noter, ne. Ni pa zdaj nekaj, kar bi prav nujno morali piti zato, da bi dobili antioksidante, ali pa da bi pili pivo zato, ker vsebuje neke minimalne količine tudi B12 vitaminov, poleg seveda več kalorij, ne. Verjetno ste že slišali za ta štos, da je pač ena flaša piva B1, six-packs B6, gajba je že B-kompleksa, ne. Ampak vseeno tole je samo hec in to slab hec, ker to ne deluje tako da pivo ima v bistvu ima enak učinek kot ves ostali alkohol oziroma za spet bolnike s putiko še veliko hujše posledice oziroma lahko tudi večja količina piva sproži napad putike. Tako da pijača pač po pameti še vedno je najbolj zdrava, v resnici voda. Seveda, tudi tukaj se da razpravljati o zdravi vodi, ampak v Sloveniji še vedno večinoma kar pijemo zdravo vodo. In zdaj, če smo nekako, to so bile zdaj nekako take zelo splošne, široke smernice o zdravi prehrani, ki pač bolj ali manj veljajo za vse. Je pa seveda treba do konca povedati vse, kar je Hipokrat napisal, oziroma tudi tisti drugi del izjave, ne, se pravi, ne samo, da je hrana zdravilo, ampak bistveno je, česar se moramo pa zavedati, ne glede na dobro poznavanje vseh širokih smernic, da je treba vsako zdravilo, se pravi vsako hrano prilagoditi posamezniku, a ne. In mogoče tukaj, preden gremo zelo na hitro še čisto v individualne vode, mogoče še naslednje vprašanje. Tako, 4. vprašanje pa je, kateri je najbolj široko priporočljiv način prehrane za revmatike? Mediteranska prehrana, veganstvo, avtoimunski protokol ali vegetarijanstvo? Medtem ko odgovarjate, bi pa vprašala, dobili smo vprašanje glede sladkorne bolezni, a ne, sprašuje ena od udeleženk, ali so navodila pravzaprav kaj drugačna kot ta priporočila, ki ste jih do sedaj navedli. Mislim, da ne bo veliko zgrešila, če se jih drži, ne. V osnovi niso, ne, zdrava prehrana je zdrava prehrana tudi za diabetike. Zelo pogosto, sploh za diabetes tip 2 velja, da posebej, ali pa zelo pogosto se diabetes tip 2 povezuje z prekomerno telesno težo, ne, bolj ali manj prekomerno telesno težo in že samo z ureditvijo telesne teže oziroma z izgubo visceralne maščobe s pomočjo seveda uporabe zdrave prehrane se izboljša tudi stanje bolezni in pogosto zniža potrebna količina protidiabetičnih zdravil, a ne, tako da seveda je mogoče malo večja pozornost na to, da se uporablja, še posebej uporablja živila z nizkim glikemičnim indeksom, se pravi z manj ogljikovimi hidrati, manj sladkorja in tako naprej, ampak v osnovi, če se držimo priporočila veliko zelenjave, pa zraven še beljakovine, bo to odlična hrana tudi za diabetika.
Pa če pogledamo še odgovore na 4. anketno vprašanje, odgovori so skoraj vsi naklonjeni mediteranski prehrani, kar je, mislim, da tudi pravilno. Imeli pa smo tudi po elektronski pošti vprašanje glede veganstva. Je treba biti pri tem kaj posebej pozoren? Veganstvo je v bistvu pravzaprav mediteranska prehrana, iz katere izločimo pač vsa živila živalskega izvora, ne. In zdaj, če vemo, da večino teh živil živalskega izvora v resnici jemo zaradi s tem, da vnašamo beljakovine in zdrave maščobe, vse to lahko vnesemo tudi z rastlinsko hrano, ne, se pravi na veganski način. Treba je pa pač biti samo pozoren na to, da res smiselno in pametno kombiniramo predvsem stročnice iz žita, ne, poleg vse ostale zelenjave, in da pazimo predvsem na vnos železa in vitamina B12, ne. Te dva minerala oziroma vitamin B12 je pogosto problem lahko pri veganih, se pa da to s pametno in dobro načrtovano vegansko prehrano povsem obvladati. Je pa treba biti pozoren oziroma po potrebi dodajati predvsem B12, no, je največkrat problem. Zato, ker so rastline pa v resnici izjemno slab vir vitamina B12. Železo niti ne toliko, B12 veliko bolj. Mogoče preden nadaljujete, še nekaj vprašanj, ki se nanašajo ravno na ta del, ki ste ga ravnokar navedli, a ne. Glede sadja je vprašanje, ali je zamrznjeno jagodičevje v zimskem času glede fitokemikalij enakovredno svežemu? V bistvu je. Z zmrzovanjem jagodičev oziroma splošno sadje ne izgubi veliko, tudi zelenjava pravzaprav ne. So nekateri pač vitamini, ki so občutljivi na temperaturo, ne, tako da vitaminsko je mogoče tako jagodičevje malo manj, ampak bistvo jagodičevja je itak v fitokemikalijah, ki pa ni, vsebnost teh fitokemikalij pa ni nižja, tako da v zimskem času je zmrznjeno jagodičevje kot dodatek v jogurte, kosmiče in tako odlično. Na splošno tudi pri zelenjavi, ne, ko so gledali, koliko izgublja z zmrzovanjem, je bil recimo en tak zanimiv podatek, sveže nabrana špinača, če jo pojemo v enem dnevu, kasneje kot v enem dnevu od takrat, ko jo pač poberemo z vrta, ima dejansko manjšo vsebnost vitamina C kot zmrznjena špinača. Zakaj? Zato, ker zmrznjeno špinačo običajno takoj ali pa vsaj po študijah, ki so jih delali, v bistvu takoj, ko so pač nabrali zelenjavo, je šla v proces predelave in je bila zmrznjena in je ohranila več vitamina C kot špinača, ki je bila sicer nabrana, pa nam je potem v hladilniku recimo 2 ali pa 3 dni čakala na to, da smo jo zaužili, ne. In podobno je tudi z jagodičevjem, ne. Taka hrana, ki je namenjena zmrzovanju, običajno zelo hitro pač pride do procesa predelave in do zmrznjenja in ohrani ogromno stvari v sebi, a ne. Več, kot če nam nekaj pol dolgo časa leži v omari ali pa v hladilniku. Pa še eno zelo aktualno vprašanje. Stroka pravi, da ne obstaja varna količina alkohola, da pitje alkohola ni nikoli brez tveganja. Tudi jaz sem že to navodilo slišala, pa me zanima, kaj vi mislite. Rekli ste malce drugače, a ne? Zdaj, seveda idealno je popolnoma abstinirati, da tako rečem, oziroma ne uživati alkohol. Po drugi strani so pa recimo celo študije, ki so dokazale, mislim, da pri revmatoidnem artritisu, da zmerno uživanje alkohola v bistvu so bolniki, ki so zmerno uživali alkohol, so imeli boljšo vladano bolezen, kot tisto, ki so ga najprej uživali, potem so ga pa popolnoma opustili, ne. Zdaj, tukaj se seveda lahko razvije debata o tem, kaj je zdaj točno res, kaj ni res, koliko je zdaj vsak gram alkohola škodljiv, a ne.
ampak mislim, da je mogoče veliko bolj življenjsko reči, zmerne količine pa to res nadzorovati, ne. Kot reči, absolutno popolno prepoved alkohola, ne. Ta prohibicija se je v zgodovini pokazala, da ni učinkovala oziroma je imela celo nasprotne učinke, ne. Tako da, tako kot sem rekla, ni potrebno, ni priporočljivo vsak dan, ne, nič ne bomo zamudili, če alkohola ne bomo vsak dan uživali, ni pa verjetno nič narobe, če si kdaj pa kdaj privoščimo kozarec vina ali pa kakšnega drugega alkohola, ne. Tukaj je, veste, nihče ne živi in ne je 100% popolno in zdravo, ne. Tako nekoč je Kozjakova nekje rekla, 80%, če 80% zdravo živimo za telo, potem lahko 20% tudi grešimo za dušo, ne. In tukaj se lahko kar malo strinjam, no. No, pa mogoče ob tej misli nadaljujemo s predavanjem. Vprašanje je sicer še kar nekaj, upam, da bomo prišli skozi. Bom poskušala, saj jaz imam Ja. še v bistvu samo še par takih točk, ki bi jih pa vseeno rada omenila, in sicer, a ne, to, kar sem pravzaprav že vmes tudi parkrat omenila. Eno so splošne smernice, drugo je pa individualna uporaba. In če hočemo res se zdravo prehranjevati, moramo sigurno poznati najprej svoje trenutno stanje, ne. Zdaj teža, ta indeks telesne mase, ki se ga izračuna z višine in teže, ne, to lahko vsi naredimo, sta zelo groba pokazatelja, tudi ogledalo ni vedno najboljši pokazatelj našega trenutnega stanja, ne. Zato je zelo smiselno opraviti meritev telesne sestave. Jaz jih zelo veliko vidim, pa zelo veliko opravim, pa sem še vedno včasih presenečena, kako lahko videz vara. Nekdo, mu nikoli ne bi presodil, ima lahko zelo veliko visceralne maščobe, pa zelo malo mišic, čeprav ne izgleda tako, ne. Tako da tukaj je že fajn, da se enkrat postavimo na realna tla in vidimo točno, kakšna je naša telesna sestava, in si potem seveda pošteno priznamo, koliko se gibamo, kakšen dnevni ritem imamo, predvsem pa moramo poznati stanje svoje bolezni in seveda potem moramo nekje najti motivacijo oziroma se vprašati, ali imamo sploh motivacijo za spremembo, ne. Motivacija je vedno tesno povezana s ciljem, a ne. Če imamo neki realen cilj, če si postavljamo vmesne cilje, potem je sigurno motivacija veliko boljša ali pa veliko lažja. In seveda zato moramo imeti neki cilj, ne, moramo vedeti, kaj pravzaprav spremembo prehrane želimo doseči, ne. Zdaj za bolnike je mogoče ta motivacija zelo povezana s tem, če čutijo ob spremembi spremenjeno oziroma izboljšano stanje svojih bolezni, če se zmanjšajo njihove težave, a ne, potem je motivacija za vztrajanje na pravi poti, bi rekla, veliko lažja in boljša, kot če ne čutimo nobenih ali pa ne opazimo nobenih sprememb. In seveda pol v naslednji točki se moramo vprašati pa ugotoviti, kaj pa kako spremeniti, a ne, in pri tem bolniki seveda nikoli ne smejo pozabiti na to, kakšna zdravila jemljejo, ne, morajo v bistvu kako morajo prehrano prilagoditi takim zdravilom in seveda si moramo realno oceniti, kakšne možnosti imamo, ne, a si kuhamo sami ali ne, a znamo pripraviti zdravo hrano, a se moramo še tukaj česa naučiti, ali bo z nami sodelovalo praktično celo naše okolje, socialno okolje, ali bomo tukaj sami. In potem moramo pač nekje začeti, zdaj jaz vedno priporočam, da se začne pri tem, da sami sebi svoji prehrani nastavimo neko realno ogledalo, se pravi, napišemo en tak dnevnik, ne, to je pač en primer, kako izgleda, lahko si pa čisto napišemo v telefon, na papir, kakršenkoli. Dejstvo je, da si moramo pošteno napisati vse za nekaj dni, vse, kar damo v usta, ne, tudi tisti piškot, mimo katerega smo samo tako šli, pa je zajadral v naša usta, ne, čeprav eden ni nobeden, ampak veste, to se že pri vsaki miški ni dobro izteklo, a ne. Tako da dejansko vse, kar damo v usta nekaj dni in velikokrat smo zelo presenečeni nad tem,
Ne samo kaj naj bi jedli, pa kaj vemo, da jemo, ne vem, 3 obroke, ampak tudi kaj vse vmes damo, ne. Zato, ker to je neko izhodišče, da si lahko potem pripravimo seveda tak izračun naredi en prehranski svetovalec, lahko si ga konec koncev tudi sami, lahko pa stvari zelo poenostavimo, ampak nekje moramo oceniti, kje smo in kam želimo, ne. Treba si je postaviti glede na naš cilj pa na naše trenutno stanje, kaj moramo spremeniti, pa kako bomo jedli, ne. Recimo, koliko energije bomo dobili iz kakšnih makroživil, pri tem bodite vedno pozorni tudi na to, koliko beljakovin boste uspeli oziroma morate pojesti, ne. Beljakovine so namreč tukaj zelo pomembne, seveda poleg količine kalorij, ki na dan, ki jih morate zaužiti za dosežen cilj, in seveda tudi, kako boste ta živila razporedili preko dneva. Obstajajo dokazi, zakaj je dobro jesti in kakšne beljakovine je dobro jesti za zajtrk, kaj je dobro jesti po športni aktivnosti, za regeneracijo mišic in tako naprej, ne. Tukaj gremo pol v podrobnosti, ki pa morajo biti prilagojene posamezniku, In ko smo že pri individualni prehrani, je seveda iskanje bližnjic tudi taka zelo individualna naša lastnost, sploh človeška lastnost, in tukaj pridemo do prehranskih dodatkov. Prehranski dodatki so verjetno ena marketinških najbolj podprtih stvari, ki jih zadnje čase sploh lahko vidimo v vseh medijih, ampak znanstvene dokaze, če berete res veliko člankov, če spremljate to področje, pravzaprav najdete za vitamin D pa za omega 3. In vitamin D in omega 3 sta v bistvu dokazana, jih je dokazano potrebno dodajati tako splošno gledano, pač to je nekaj, kar naj bi vsi mi ob svoji normalni mešani prehrani uživali. Zdaj vitamin D nekje okoli 1000–2000 enot, spet malo je odvisno od tega, kakšno prehrano jemo, ampak v osnovi nekje tukaj. In omega 3, problem omega 3 je ravno to lovljenje razmerja med omega 3 pa omega 6, Saj s hrano bi v bistvu omega 3 količinsko lahko zadosti pojedli, samo potem pojedli tudi preveč omega 6. Zato je priporočen vnos nekje 2 do 4 grame, v nosečnosti celo mogoče malo več. Vsi ostali dodatki prehranski so pa v bistvu smiselni takrat, ko vemo, kaj in zakaj nekaj rabimo, Če imamo dokazano pomanjkanje železa, če smo anemični, potem je pač, in če zaradi nekih drugih razlogov tudi in kombinacij ne moremo s hrano zaužiti kar na lepem toliko več železa, potem je smiselno seveda vzeti nek železov preparat. Enako velja recimo za vitamin B12, kot sem že prej omenila, sploh pri veganih, vegetarijancih recimo. Potem folna kislina v nosečnosti ali pa če imamo izmerjeno, pogosto nam jih že zdravniki predpišejo, zato ker se ve, da pri določenih zdravilih rabimo pač te dodatke, Tudi za kalcij recimo pri osteoporozi se avtomatično predpisuje zraven, Ampak vse te stvari, vsi ti prehranski dodatki, dajmo jih uporabljati takrat, ko vemo, zakaj jih uporabljamo, ko imamo dokazano neko pomanjkanje oziroma ko jih ne moremo pridobiti s hrano. Drugače je vse to v zadosti mešani hrani, tega ne dobimo zadosti, Drugo je, če se pokaže, če je neka bolezen, ki pač zahteva zdravljenje, tako kot sem rekla, osteoporoza, kalcij je treba dodati in tako naprej, ampak načeloma vse te snovi za zadosti široko prehrano lahko seveda zaužijemo. Mogoče preden še kaj na to temo, še zadnje vprašanje. Še zadnje in tako malo lažje vprašanje mogoče. Med vsemi oreški najdemo največ omega 3 maščobnih kislin v pistacijah, arašidih, lešnikih, mandljih ali orehih. Če ste pozorno poslušali, boste verjetno vedeli pravilni odgovor, jaz mislim, da sem ga uganila. Drugače pa res imamo še kar veliko vprašanj, mogoče čisto na kratko, kaj menite o margarini, kaj menite o mleku in o tem, da povzroča zakisanost telesa?
Zdaj, margarine, ne, veliko let so bile margarine favorizirane pred ostalimi maščobami, potem se je pokazalo, da vsebujejo veliko tudi transmaščob, pa so s procesom, spremenjenim procesom pridelave to nekako izločali. Tako da margarina sigurno ni neka prav zelo priporočljiva maščoba, nekaj, kar bi zdaj široko uporabljali in zamenjevali za kaj drugega. Je pa pri vseh teh stvareh stvar v količini, ne, uporaba kakšne žlice margarine vsake toliko kje, sploh zdaj, ko so te boljše, bolj zdravo pridelane margarine, verjetno ne bo posebej škodovala, ni pa nekaj, kar bi jo posebej priporočali, ali pa nekaj, kar bi prav rabili uživati. Tudi mleko in mlečni izdelki načeloma niso škodljivi, je pa mleko mogoče od vseh mlečnih izdelkov še najmanj priporočljivo, če ne drugega ima visok glikemični indeks in zelo visoko dviguje povzročen dvig krvnega sladkorja, kar ni nikoli posebej dobro. Zdaj, to o zakisanosti telesa je pač mleko je v osnovi bazično, no, tako da seveda ima en kup drugih učinkov še, ampak tukaj mislim, da je to veliko širša debata in ne bi šla zdaj v to. Je pa dejstvo, da je tudi pri mleku in mlečnih izdelkih, tako kot pri vseh stvareh, stvar v količini, ne. Dejansko niso priporočeni v velikih količinah, 2-3 enoti mlečnih izdelkov na dan je pa mislim, da čisto sprejemljivo in nima nekih neželenih učinkov. Tako da drugače pa ja, omega 3 je največ v orehih. Medtem smo dobili še odgovor na zadnje anketno vprašanje, orehi so zmagali. Ja, saj omega 3 so tudi dejansko tudi v vseh ostalih oreščkih, ampak največ primerljivo jih je, 10-krat več po naslednjih, ki so, mislim, da so pistačji, če sem si prav zapomnila. Tako. Smo prišli že do konca s predavanjem ali nam je ostalo še kakšno? V bistvu smo, ko sestavimo vse to, kar smo danes slišali, pridemo do enega takega dnevnega plana, ko zjutraj, ko vstanemo, pojemo polnovreden beljakovinski obrok z zelenjavo, mlekom, mislim z kavo ali pa zelenim čajem. Če smo recimo en tak povprečen slovenski državljan, ki kadar pač ni glih ravno karantene, gre v službo sedet za 8 ur, si lahko, ali pa tudi doma, konec koncev si lahko privoščimo dopoldne eno kavo, malo oreščkov. Potem solato, ki smo si jo pripravili z dodatkom seveda beljakovin v obliki mesa, pa pridemo domov, pa spijemo kavo s možem ali pa ženo, kakšno jabolko pojemo, se pripravimo na to, da smo seveda gremo na neko telesno aktivnost in si po telesni aktivnosti konec koncev, sploh če je bilo bolj intenzivno trening, si privoščimo lahko en proteinski napitek z jagodičevjem, zato da si kupimo čas in si lahko pripravimo eno beljakovinsko večerjo in potem seveda gremo spat in odspimo svojih 7 do 8 ur, ne. To je pa tudi priporočljiva količina spanja, ki se je izkazala kot najboljša, ne. Spati se tudi ne da na zalogo, ne, tako da moramo vsak dan si privoščiti za dovolj spanja, da smo spet pripravljeni na nove delovne izzive. In to je to, v bistvu na koncu pridemo do nekega takega uravnoteženega dneva in če si ga splaniramo, si tudi v bistvu odstranimo velik del stresa, ker vemo, kaj bomo jedli, kako bomo jedli in kaj bomo vmes počeli. Ker namreč, če si želim, da ste si kaj danes zapomnili oziroma da ste o čem začeli razmišljati, je to, da morate sami poskrbeti zase. Da v bistvu imate najmočnejše zdravilo, ki obstaja pravzaprav v svojih rokah. Hrano, fizično aktivnost, pa tudi stres
Ja, zdravnik vam bo predpisal zdravila, lahko zelo močne in zelo kvalitetne zdravila. Če boste upoštevali njegova navodila, če se boste dobro dogovorila, bodo zdravila naredila svoje, ampak vse ostalo je pa na vas. To je to, na kar ne smemo nikoli pozabiti. Ne moremo sami poskrbeti zase, ker nihče drug ne bo. Tako da to je v bistvu to, kar s tem bi v resnici lahko zaključila. Ja, no, mene pa še vseeno zanima konec tiste zgodbe, ki smo jo začeli zadnjič, ko je bil naš gost, vaš soprog Aleš Ambrožič, revmatolog, in kot nam je razkril, je tudi sam revmatik. Izvedeli smo, da se je on na poti proti zdravju, da se je na pot proti zdravju uspešno podal s tekom. Na koncu pa ste mu vendarle morali pomagati tudi vi. Nam poveste mogoče kaj o tem? Ja, to zadnjič moram reči, poslušala in sem slišala ta zaključek, tako da malo sem se pripravila na to vprašanje. Ja, sicer trdim, da morate sami poskrbeti zase, ampak pač, če ste revmatolog in če imate srečo, imate tudi ženo, ki poskrbi za vas, ne, in vam v končni fazi spremeni prehrano. Zdaj, kaj sem mu spremenila, jaz sem tukaj kar slikce dala mogoče. On je leta in leta prisegal na zdrav slovenski zajtrk, da tako rečem, se pravi nekaj kruha, nekaj sladkega gor, najrajši je imel meta, ne, zato ker je pač met ima veliko antioksidantov, ne, tukaj smo že blizu, pa kakšen sadni sok, kavo. No, ta met in ta kruha, ne, seveda je bil velikokrat bel kruh, včasih polno zrnat, no, smo spremenili v bistvu sicer tudi 2 koščka kruha običajno, ampak je bil to tak paleo kruh oziroma kruh pripravljen brez žit na osnovi mandljeve moke, mandljevega masla in jajc, ki je bogat vir zdravih maščob, kar nekaj beljakovin, gor je kakšen košček sira, kakšen tatarec, nekaj pač, karkoli mu tisti dan pač zapaše, zraven je pa vedno krožnik mešane zelenjave, kakšno trdo kuhano jajce, če ga imam že pač pripravljenega, se pravi zelenjava, tudi olive, paradižnik, paprika, kumare, kar pač je tisti dan, najdem v hladilniku. Potem za malico še vedno nese s sabo kakšen sadež, najpogosteje je to seveda jabolko. Je pa včasih je dobival s sabo pač sendviče, sicer tako bogate zelenjavo in mesom, pa kakšen sadni sok ali pa smuti. No, tole je potem šlo na eno tako solato, ki sem jo že prej, mislim, na eni sliki pokazala, se pravi, zelo mešana zelenjava, jajce, meso, se pravi, tak čisto polnovredni obrok. In popoldne pač spijemo nekaj antioksidativnega, se pravi, ali kavo, čaj, kakšen orešček, kakšen kos črne čokolade. Večerja je pa potem, se pravi, ti piškoti so šli nekako stran. Večerje so bili pa zelo pogosto včasih testenine, ker so pač hitro kuhane, dobre so, vsi smo jih radi jedli. Že prej je bila zelenjava, tudi kakšen kozarec rdečega vina. Zdaj je pa pač te testenine so praktično izginile z jedilnika in je vedno na kakšen meso, riba, pač nek vir beljakovin, zraven zelo veliko zelenjave, tudi kakšni ogljikovi hidrati, tukaj mislim, da so neki proteinski njokci gor celo na sliki, in seveda še vedno zelo velika mešana zelenjava, pač solata, karkoli pač je takrat aktualno in sezonsko. Tako da to je bila ta sprememba. Pravzaprav niti ne tako zelo velika sprememba, ki je pa imela zelo velik učinek, tako kot je zadnjič pokazal, ne. Zato, ker se pač te stvari se seštevajo, ne. Gibanje in prehrana definitivno lahko skupaj delujeta v isto pozitivno smer, veliko močnejši kot samo gibanje ali pa samo prehrana. Treba je stvari gledati širše. Velja.
Hvala za tole. Če še revmatologi rabijo pomoč prehranske strokovnjakinje, potem smo zelo veseli, da vas imamo danes z nami. Imate še kaj energije za še nekaj vprašanj ali? Mislim, lahko. Lahko. Dve vprašanji imamo glede posta, in sicer ena gospa sprašuje o režimu 2:5, to se pravi 2 dneva, če se ne motim, s 500 kalorijami na dan in 5 z normalno prehrano. In potem eno vprašanje glede posta kar tako, oziroma ali res sproži avtofagijo, in da se okvarjene imunske celice odstranijo in nadomestijo. Zdaj, post je zadnja leta zelo veliko razprav o postu in zelo na nek način popularen. In seveda so tudi dokazi, da post ima pozitivne učinke na levkocite oziroma na vnetne celice oziroma na vnetno dogajanje v telesu. In recimo zelo take dobre študije so bile narejene na revmatoidnem artritisu, kjer so kombinirali 14-dnevni post, potem pa nadaljevali z vegansko prehrano in je bil v bistvu zelo dober uspeh. Tako da samo post sam po sebi, seveda zdaj obstajajo zelo različni načini postenja, nekateri prisegajo na 16:8, se pravi 16 ur postenja, v 8 urah pojesti pač tisto, kar nam je namenjeno tisti dan, nekateri prisegajo na ta 2:5, oziroma zelo različni so te reklamirani oziroma priporočeni sistemi postenja. Dejstvo je, da post takrat, ko se pustimo, se dejansko izboljša ali pa zniža nivo vnetja na nek način, če malo poenostavljeno povem. Se pa ta učinek izniči takrat, ko se nehamo postiti, oziroma, če sem bolj natančna, se mi zdi bolj pomembno kot obdobje, ko se pustimo, kakršnokoli pač že je, kaj jemo takrat, ko jemo. Tudi post, 16:8, če v 8 urah potem pojemo, kako bi rekla, nezdravo hrano, ali pa če jemo zdravo hrano, pa ne uspemo v 8 urah potem pojesti zadostne količine beljakovin in fitoživil in tako naprej, potem to nima nekega zelo pozitivnega oziroma zelo dolgoročnega učinka. Tako da mislim, da je treba na post karkoli že pač, kakorkoli je tukaj že veliko še netočno poznanega ali pa zelo nasprotujočih raziskav. V vsakem slučaju bi jaz na post gledala tako veliko širše. Se pravi, ni samo pomembno obdobje, ko ne jemo ali pa ko jemo zelo omejeno kalorično, pomembno je cel paket, se pravi, kaj jemo takrat, v tistem obdobju, ko jemo. In seveda tudi zraven, kako gibamo, koliko vode spijemo in tako naprej. Tako da tukaj ni enoznačnega, enostavnega odgovora, ni odgovor, ja, tak post je dober, tak post ni dober, ali pa post je dober, post ni dober sploh, ampak mislim, da moramo gledati stvari širše in prilagojenega vsakemu posamezniku. Recimo tak post za diabetike zna biti včasih problematičen, zaradi tega nihanja sladkorja in tako naprej. In spet zelo odvisno, če ga znamo pravilno izvajati in če znamo potem pravilno jesti. Tako da tukaj kaj bolj pametnega težko povem. Še eno zelo konkretno vprašanje, kako je v bistvu z jemanjem zdravil med postom? Po eni strani se jih med postom lahko jemlje, po drugi strani nekatere zdravila imajo priporočila, da jih je treba jemati s polnim želodcem, ob hrani. Tukaj spet treba pogledati individualno, poskušati prilagoditi. Nekatera zdravila se pač da tudi s postom uskladiti, da jemo pač, če imamo, neko zdravilo 2-krat na dan, pa če mi jemo, pač v obdobju, recimo 8 ur, pač pojemo s prvim obrokom in zadnjim, kar, če so to zdravila, ki jih jemljemo na dolgi rok, verjetno ne bo
nič narobe, ker tako vzdržujemo v krvi že imamo neko stalno koncentracijo zdravila, tako da ni toliko pomembno, da pojemo v 10-urnem razmiku, v 8-urnem ali 12-urnem razmiku, na dolgi rok. Lahko pač poskušamo pojesti kakšno zdravilo tudi na prazen želodec, pa vprašanje, če se bo to dobro izšlo, tako da tukaj je treba točno pogledati, kakšne težave, kakšno zdravilo, kakšne oblike posta, tukaj spet ni enega odgovora, ki bi veljal za vse, treba je malo premisliti in pogledati, točno prebrati tudi navodila za uporabo določenih zdravil. Po drugi strani se pa moramo tudi vprašati, zakaj se potem prav točno lotevamo posta oziroma a bi se dalo enak učinek doseči mogoče z drugačno obliko posta, z drugačno razporeditvijo ur hrane ali pa mogoče samo z drugačno prehrano. Kaj pa še eno vprašanje, je ravnokar klical gospod, mi je sporočila kolegica, ali kakšen je vpliv omega-3 na zdravilo Marvan, na jemanje zdravila Marvan? Tukaj so, te antikoagulantni učinki omega-3 so tudi opisani, ampak v takih odmerkih, kot so priporočeni načeloma, nimajo posebnega učinka, so učinka, da bi rekli, da zdaj pa, če jemljemo Marvan, ne smemo jemati omega-3, Sploh pri Marvanu je vpliv hrane lahko zelo velik, ne samo omega-3 kot prehranskega dodatka, ampak tudi ostalih živil, sploh kadar povečamo bistveno količino zelenjave in smo na tem na antikoagulantni terapiji, na Marvanu, je včasih znajo te vrednosti malo zanihati in je na začetku smiselno mogoče malo večkrat pokontrolirati INR, če res pogosto, mislim, če res radikalno spreminjamo prehrano, Hrana ima učinek na določena zdravila, tako da tukaj je pač treba se lotiti pametno in smiselno in pokontrolirati stvari in pač uskladiti potrebne odmerke z hrano, ki jo jemo, Še vprašanje gospe Helene, prejema biološka zdravila, ima povišan holesterol, ne vem, ali je to lahko povezano, zanima pa jo, ali lahko s prehrano zniža raven holesterola v krvi. Načeloma, ni zdaj to tako, da boš rekel, zdaj bom pa spremenil prehrano in zato si bom lahko ukinil vsa zdravila, mogoče ki jih imam za zniževanje holesterola, Tudi holesterol ima različne komponente, če pogledate na svoje izvide, je LDL, HDL, trigliceridi in tako naprej. Poleg tega je spet to vprašanje, kakšna je njena telesna sestava, kakšen je njen prehranski status, Namreč vemo, da debelost, tako kot sem že pokazala, vodi v metabolni sindrom in zvišanje vrednosti holesterola so pravzaprav del metabolnega sindroma, Se pravi, če delujemo s hrano na zmanjšanje količine visceralne maščobe, v bistvu dolgoročno lahko si tudi znižamo holesterol v krvi, Spet je pa treba pogledati točno, kakšen holesterol, kakšen je vzrok zvišanega holesterola. Pri bioloških zdravilih je pa tako, da določena biološka zdravila so pokazala tendenco k nabiranju maščobe, Tako da tudi tukaj je pol treba pač s hrano biti pozoren na to, da še dodatno s prehrano ne povečujemo količino svoje visceralne maščobe, Tako da so pa vsa taka in podobna vprašanja res tako malo nehvaležno za odgovarjati, zato ker je vedno treba pač vedeti podrobnosti oziroma vedno se hudič skriva v podrobnostih in je vedno treba to zelo individualno pogledati in reševati. Ampak načeloma z zdravo prehrano si lahko uredimo holesterol, tudi krvni sladkor do velike mere, Tako, kaj pa hrana, ki morda vpliva na prekrvitev, dolgoročno vpliva na prekrvitev možganov ali
Si lahko tukaj pomagamo? Zdaj, možgani prekrvajujejo velike žile, ne, ki grejo pač v možgane, ne, in aterosklerotični plaki, se pravi ateroskleroza teh žil, seveda poslabša tudi prekrvavitev možganov. To je tak čist osnovni mehanizem, ne. Se pravi, z zdravo hrano in z preprečevanjem srčno-žilnih bolezni tudi skrbimo v končni fazi, da je celo telo dobro prekrvavljeno, tudi možganje, ne. Zdaj, če je bilo mišljeno to, drugače pa na delovanje možganov, pa na funkcije možganov, pa na kognitivne funkcije, tudi na spomin, tudi so bili že opisi, v bistvu, da izboljša znake anksioznosti in depresije, so poizkušali z večjimi odmerki omega-3 maščobnih kislin, ne. Tukaj so tudi kar veliko takih čisto resnih člankov, ki kaže na to, da so v bistvu za delovanje možganov maščobne kisline oziroma omega-3 lahko zelo koristne, ne. Tudi opisi različnih ketonskih diet so šli v to smer, ne, da so zelo koristne za delovanje možganov, da rečem na splošno, ne. Ampak poanta je pač spet v celem paketu zdravega načina življenja. Tudi tukaj ni samo prehrana, je tudi gibanje zraven. Pa zaključimo pri tem paketu zdravega načina življenja. Sicer mogoče nismo uspeli odgovoriti čisto na vsa vprašanja, smo jih pa, mislim, da odgovorili večino. Mogoče bomo katera poskušali odgovoriti še naknadno po elektronski pošti ali na koncu posnetka predavanja. Naj vam povem še, da je že prišlo nekaj tudi pohval za vaše predavanje v okencu za pogovor. Je zdaj že prepozno, da še kaj pojemo? Ne, v bistvu ni prepozno, ne, zdaj to je tudi eno od vprašanj, ki ga zelo pogosto dobim, a res po 6. uri zvečer ne smemo več jesti, ne. V bistvu ni pravega razloga, hrano moramo prilagoditi svojemu ritmu, ne. Zdaj verjetno ne bo nihče od nas šel čez 15 minut ali pa čez 1 uro spat, ne, tako da si lahko mirno privoščimo. Priporočam pa seveda relativno lahek obrok, sploh če imamo probleme s spanjem s polnim želodcem, ne, lahek v tem smislu, da si pač bo imel želodec čas sprazniti, pa predvsem večerja je koristna, če je beljakovinska, a ne, spet prvič zato, poenostavljeno povedano, zato, da bodo naše mišice ponoči, ko bomo spali, imele možnost regeneracije, sploh če smo bili danes malo bolj aktivni. Še bolj pa zato, ker beljakovine, sploh če ne bomo šli kar takoj v posteljo, ne, beljakovine dajejo daljši občutek sitosti, in če bo naša večerja beljakovinska, potem bo manjša verjetnost, da nas bo hudič zvečer nesel v omaro ali pa v zmrzovalnik po kaj sladkega, ne, kar je zelo pogosto v bistvu taka, v bistvu zelo škodljiva pregreha, ki jo imamo zvečer ljudje pred televizijo, a ne. Poraba energije je majhna ali nična ob ležanju in gledanju televizije, mi pa še kar vnašamo običajno zelo kalorično hrano, kot so sladkarije, sladoled, oreščki, a ne, tako da. Zato priporočam lahko beljakovinsko večerjo. Eno solato z lososom ali pa piščancem. Velja, ker ob vsem tem govoru o prehrani sem tudi jaz postala lačna, zato bo morda res čas, da današnji dogodek zaključimo. Hvala vam, da ste bili z nami. Upamo, da bomo lahko že v novem letu pripravili še kakšen podoben dogodek. Hvala tudi vsem udeležencem, bili ste izvrstni poslušalci. Z vami sva bili Darja Ambrožič in Urša Blec. Želimo pa vam lepe praznike, ostanite zdravi in pojejte kaj dobrega. Se pridružujem željam. Srečno. Srečno.